z mano Simona Vidmar, izvrstna zobozdravnica. Pozdravljena, Simona. Zdravljena. Hvala lepa, da si vzela čas za nas. Tale tvoj ambient tukaj je magičen, kaj ne rečem. Tukaj sploh ni občutek, da je človek pri zobozdravniku, razen teh čudovitih fantov, o katerih se jaz zelo bojim. Tako da bi kar s tem začela, kako premagati strah. Kakšen čaroben nasvet bi nam dala? Ja, dejstvo je, da je ta strah en tak primaren, bom rekla, občutek, pri zobozdravniku zelo pogost in se mi to srečujemo zobozdravniki s tem dejansko vsak dan. In je že sam pristop, ta prijaznost, ta nekako sprejemanje pacienta s tem, da ko pride, da se pogovorimo z njim, da on začuti eno zaupanje. Mislim, da je tisto zaupanje prvo taka stvar, ko mora funkcionirati, ko mora dejansko biti med terapevtom in pacientom. No, če te smem prekiniti, smo eno tako izkušnjo za seboj, kjer je bilo rečeno, gospa nima vas kaj boleti. Se pravi, to nekako nič nisem se počutila varne v tisti situaciji, tako da to je zelo pomembno. Da te tudi sam zobozdravnik razume, da te je strah, da te sprejema takega kot je, da tega mogoče tudi ne jemlje osebno, konec koncev. Ne, jaz vedno povem realno, če je kakršnakoli možnost, da lahko da bo malo bolela ali pa da bo neki občutki senzitivnosti, pa to vedno povem, če pa damo injekcijo ali pa da kakršenkoli drug način, da je postopek ne boleč, pa dejansko lahko pomirim tudi na tak način, Kako je že s primeri takih zajčkov? Pa še ena posebnost je pri tebi, ko govorimo prav o strahu pred zobozdravnikom, zaradi tega tudi sem danes z njo. To je nekaj, kar tudi ti vidiš kot del svojega poslanstva v tem delu, kot izziv. Se pravi, vsi tisti, ki so mogoče res zelo preplašeni, te lahko kontaktirajo za nasvet, lahko pridejo k tebi. Je to neka zadeva, kjer imaš ti veliko izkušenj? Ja, težko rečem, da sem prav specializirana za te strahove. Skromna je zelo pomite. Ampak dejansko sem nekako skozi leta dela videla, da je to ena taka zelo velika zadeva. Zelo velik strah, s kateri pacienti prihajajo sem, in sem se nekako osredotočila prav na strah, s tem, da pomagam pacientu lahko tudi s hipnozo, se pravi z medicinsko-terapevtsko hipnozo in na ta način se ali sam strah zmanjša lahko, ali pa zmanjša bolečina. Fantastično, to se odvija tukaj na tem stolu, se pravi, ni treba nekam drugam. Ker običajno ne povezujemo teh stvari, prosti, da te mogoče tako zelo po kmečko vprašam, pa verjamem, da je marsikomu tule povsem nova informacija, ker ta holističen, malo bolj celosten pristop ni tako zelo pogost v Sloveniji. Je še bolj jaz mislim, da nas je kar nekaj že terapevtov, kot to delamo, zdaj vprašanje, koliko so pacienti dojemljivi, pa koliko so dejansko oni tudi odprti, zato ker marsikdo hipnozo povezuje s tisto odrsko hipnozo, ker nima dosti velika, veze s tem, s to prav terapevtsko, zdravstveno hipnozo in potem niti ne pomislijo, da bi to lahko bilo tukaj, ampak jaz se poslužujem, se s pacientom pogovorim in lahko dejansko enkrat pride samo na hipnozo, kot tako, da ga jaz lahko sprostim, da mu nekako preko teh sugestij, ker je on v tem stanju dosti bolj dojemljiv za sugestije, nekako ga že pripravim na sam poseg. In potem, ko je pa tukaj, pa že se jaz mislim, da prav to zaupanje je najbolj zaupanje. Zdaj pa da vidim, če prav razumem, se pravi, pacient pride k tebi in to sta ločena postopka, hipnoza in potem plombiranje. Ne, to je lahko istočasno, ker dejansko hipnoza ni neko stanje, ko bi mi spali, ali ko bi bili nezavesti, pa ne vem, bili si to zelo... Jaz sem predza. Ljudje si to zelo različno predstavljajo, to dejansko samo stanje zelo globoke. Ne vem, napačnega vtisa mogoče tukaj pustili zdaj. To stanje zelo globoke sproščenosti, in takrat mi dejansko zaznavamo vse, kar terapevt dela, vse šume v okolici, samo toliko smo sproščeni, toliko je naša podzavest bolj dojemljiva za
oziroma tudi fokusirani smo dosti bolj na sugestije, tako da so nam vsi te strahovi in te težave dosti bolj oddaljene in mi se dejansko v tistem stanju bolj pomirimo in istočasno imamo mi kot terapeuti tudi določene bom rekla, prijeme, ko lahko zmanjšamo bolečino. Brez anestezije. Brez anestezije, in to marskomu tudi veliko pomeni, ker marsikdo se pa igel boji, tako da tukaj je... Tukaj je res zdravniki, lahko skombinirani. Tako da dejansko je to vsakodnevno. Mislim, vsakodnevno se srečujemo s takimi pacienti. Specifika dela. Pa še nekaj, vem tudi, da so zobek kot zobek ni samo zobek, zapravo so povezani z drugimi deli telesa, pa mogoče tudi o tem premalo vemo, običajni smrtniki, da tako rečemo. Zapravo, kakaj pa povezava med zobmi in meridiani? Ja, to se pa zdaj nekako malo širi to zavedanje, da dejansko zobje niso namenjeni sami sebi, oziroma niso rosti samo za žlečenje, da dejansko imajo povezavo, tako ker je vse povezano z vsem, tudi v telesu, niso organi med sabo ločeni, tako so tudi usta, ustna votlina, tale naš žvekalni aparat, vse je tudi povezano z drugimi deli telesa oziroma z našim tudi počutjem, marsikaj vpliva na to, ali bodo naši zobje zdravi ali ne. Nekaj pač prihaja do zunaj, to so pač prehrana zelo pomembna, pa seveda čiščenje. Veliko je pa teh procesov znotraj organizma, bom rekla, ki dejansko tudi naše počutje in stres in vse te dogodki v našem življenju lahko vplivajo tudi na zobe, na zdravje zob, na zdravje obzobnih tkiv, tako da nič ni ločeno, ni samo... Se mi zdi, da zobe malček zanemarjamo v tem konceptu razmišljanja. Recimo, to smo se že naučili, če imamo neke madeže na nohtih, bomo šli mogoče googlati, kaj to pomeni čista na zobke pa pozadnjo. Pa če te pa mogoče čistko vprašam, kaj pomeni, če je recimo poškodovana enka? Ali pa če te kaj res? Mi pač tukaj pač popravimo to enko, da pač če nekoga zanima, pač popravimo karies, naredimo plombico. Zdaj pa če nekoga zanima ta bolj holističen, celosten pristop, dejansko je tradicionalna kitajska medicina povezala že kar nekaj tisoč let nazaj. Ta sistem meridianov tudi z zobmi, naj bi bili tudi zobki, vsak zobek povezan z enim od meridianov, se pravi z pretokom te energije skozi meridiane, naj bi bili lahko nekako poškodovani. In organi in tudi zobje. Zdaj, če koga zanima, to specifično, imam jaz tam tudi en tak plakat, ker pač je vsak zobek razložen in je... To je bil moj prong cegel, da sem te to zdaj vprašala, tako da jaz se ga zdaj lahko vidim. Tako da je kar zanimiv tisle plakat in potem pač, če koga zanima, jaz pač povem, in potem skupaj lahko pogledava, če se mu zdi, da je bila mogoče neka travma ali pa neko daljše obdobje stresa, ki ga je doživljal, da bi bilo lahko povezano s kakšnim specifičnim, bom rekla, zobkom. Tako da v bistvu res govorimo o nekem celostnem pristopu, ko pridemo k tebi. Ne govorimo samo o tem, da dobimo plombo, pa se potem izmišljujemo, da bi imeli malo bolj belo, malo manj belo in tako naprej. Res govorimo o tem, da se celostno posvetiš človeku, tako da to se mi zdi tako fantastično, ali? Se mi zdi, da je mogoče tudi za zdravstvo samo kot tako z tega vidika mogoče malo podcenjeno, tako kot tudi sami zobki. Ko da bi te mogoče vprašali, še kaj je najbolj pogosta napaka, čisto praktično, ki jo delamo ljudje, pri čiščenju, pri negi zob, kako lahko bolj ohranjamo svoje zobke zdrave? Kar jaz tukaj vidim pri mojih pacientih je ponavadi tako, da ko je dlje sem že malo neta, ali pa ko krvavi, takrat si dostkrat oni mislijo, da je tukaj preveč čistem, zdaj pa krvavi moram pa tukaj malo manj čistiti, pa praktično njih obratno, takrat bi mogli še več
nege in še več časa posvetiti, a ne, in seveda medzobne nitke, krtačke, medzobne, brez tega praktično zdaj ne gre. Za eno temeljito čiščenje je to absolutno potrebno. Se pravi, čarobna beseda je čiščenje. Čiščenje, prehrana, absolutno, s prehrano, zdaj mi vsi vemo, ne, da so sladkarije tiste, ne, ki pač povzročajo lahko razrast teh bakterij patoloških, je pa tako, da prehrana na splošno, ne, vsaj, ki nam kislinsko-bazno ravnotežje spremeni v bistvu pH sline in ta pH slina je v bistvu zelo, zelo pomemben, ne, pri remineralizaciji. To je nekaj vseh teh žvečilnih gumijih, ki jih reklamirajo po jedi, da ravnovesi pH. Ali je to bolj... Ksilitol je recimo zelo pomemben. V enih raziskavah naj bi bil ksilitol celo do 70% zmanjšal karies. Tako da, ja, so bili Finci že leta 2000, je eno tako kar dost obsežno raziskavo in dejansko so prišli do tega, da ksilitol kot naraven preparat lahko zelo zmanjša. Kaj pa beljenje zob? Koliko se s tem škodujemo z raznimi zobnimi pastami, ki so verjetno zelo agresivne do sklenine? Jaz mislim, da če že beljenje, potem absolutno v zobni ambulanti, ker je to na osnovi dikovega peroksida, te koncentracije so precej močne. Če želimo že kakšen odtenek belejše, ali to, da je zob bel, pomeni tudi, da je bolj zdrav? Načeloma je tako, da je zdrav dentin bolj rumen in dentin daje barvo zobu. Tako da vse, kar je beljeno, gre v strukturo samo zoba in dejansko se tukaj malo poškoduje struktura. Se pravi, vsakič, ko se beljenje zobe, si tudi škodujemo, verjetno na nek način malo, je pa tako, da so zdaj, se pravi, s tehnologijo grejo tudi te stvari naprej in so manjše te koncentracije vodikovega peroksida in se tudi tukaj v bistvu da nekaj bolj naravnega, mogoče izbrati. Ali pa recimo z laserjem, čeprav tam spet ni tak učinek, ki bi si ga želela, ker mi si vsi želimo učinek ameriškega igralcev in moramo tudi vedeti, da to ni dolgotrajen učinek tega. Se to je moje naslednje vprašanje. To je nekako mogoče zelo pavšalno primerjamo z lasmi, za lase vemo, da se škodujemo, kadar si belimo in tako naprej, ampak lase zrastejo, se pravi, prerastejo, pri zobeh pa ni tako, Ja, pa še da se traja nekaj časa. Tudi to, ampak sklenina vredno se ne obnavlja tako hitro, kot je mogoče. Se obnavlja, spet ne, se pravi, je pa dejansko od... Pa je kaj naravnega, s čimer si lahko pomagamo pri tem, da so zobki pobrili? Tukaj bi pa težko rekla, ampak kakšna citronska kislina mogoče ali pa soda bikarbona, To si marsikdo proba, jaz si to še nisem probala, tako da to si morate sami sprobati, mislim, da škoduje, predvsem vsi preparati, tako da škodujejo, To je zelo predvsem moje vprašanje, ker se mi zdi, da se sploh vsem tem pritisku, da bi bili čim lepši, čim mlajši in tako naprej, velikokrat delamo škodo, pa se ne zavedamo, kako zelo trajna je ta škoda, lahko dokler ni prepozno, zato sem se mogoče to opresla tudi na to beljenje. Kaj bi bilo pa mogoče tako splošna smernica, ki bi jo položila na srce najnim gledalcem zdaj, kar se tiče zobk? Jaz mislim, da predvsem tudi redni pregledi. Redni pregledi, ker mi dostkrat ne začutimo karies ali pa ne začutimo začetka parodontalne bolezni. In tukaj zelo, zelo redki so tisti, nikoli ne bom poslušala, zelo redki so tisti, ki začutijo, da se nekaj dogaja, ampak največkrat pridejo ljudje prepozno. In to je v bistvu to, kar jaz mojim pacientom rečem, gledajte, vi lahko skrbite za svoje zobke, jih čiste, pa z zdravim slogom življenja, dobesedno, ne morete pa si popraviti zob, se pravi, redni pregledi, da jaz takoj vidim, nek manjši karies popraviti je dosti lažje, pa potem sanirati mrtve zobke. To, ko pa pride naprej, je pa v bistvu ful škoda. Tako da bomo rekli, stisniti zobe, pa vsem pridete pokazati,
Ja. Pa vabljeni si, da si tisti, ki vas je mogoče res strah, pa rabite tak prav na svet. Tako da hvala lepa, Simona, za vse, kar ti počneš v dobro zobkov in v običajnih smrtnikov. Pa hvala ti, da si nas še enkrat sprejeli in si vzela čas za nas. Ja, hvala tebi, Lili.